Gre za nadomestilo za denar, ki ti ga nekdo posodi in ga seveda ne more nameniti za neke druge namene. Zato pričakuje, da mu za to nekaj plačaš. Slovenci smo preudarni, dolg jemljemo kar z rezervo, ne jemljemo na prvo žogo. Smo tudi zelo disciplinirani plačniki. Banke niso samo hranilnice. Osnovno poslanstvo bank ni, da samo plačujejo visoke obresti na depozite. Če damo po 2,8% 10-letno stanovanjsko posojilo, kako naj plačamo več kot 1,5% na 10-letni depozit? Kje je kalkulacija, kje je logika? Razpršiti jajca po kolikor je le mogoče veliko število košar. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Ministrstva za finance. Moje ime je Katarina Matejčič. Današnja tema pa obrestne mere, saj se z njimi srečuje tako rekoč vsi Slovenci, pa naj imajo vpogledno ali nevpogledno vlogo na banki ali pa potrošniški stanovanjski kredit. Danes je z mano Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB in tudi predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije, torej krovne organizacije vseh bank. Dobrodošli. Hvala lepa in dober dan. Začetek, glede na to, da je danes tema obrestne mere, kaj sploh je obrestna mera, kako to povprečnemu Slovencu najlažje razložiti? Torej gre za nadomestilo za denar, ki ti ga nekdo posodi in ga seveda ne more nameniti za neke druge namene. Zato pričakuje, da mu za to nekaj plačaš. Smo v zgodovini videli pojave, da si posodil denar in si moral plačati, da si lahko posodil denar. Med drugim tudi za nakup recimo državne obveznice pred nekaj leti. In tudi vi ste v vmesnem obdobju zaračunavali previsoke depozite pri vas. Zato, ker je ECB zaračunavala nam. Da greva najprej na kredite, skoraj vsak Slovenec ga pozna, torej dajva definirati fiksna obrestna mera, variabilna in pa predvsem efektivna obrestna mera, to je tisto, kar dejansko na koncu res plačaš banki za to, da ti denar posodi. Ja, fiksna obrestna mera je pa za celotno obdobje trajanja posojila zafiksirana in je v taki višini vso obdobje. Variabilna pa se veže na neko referenčno obrestno mero, neko osnovo. Zdaj pri nas se uporabi Euribor, tako imenovani, in potem skozi to celotno obdobje se prilagaja. Ta obrestna mera seveda tej, ki jo Evropska centralna banka oziroma se na mednarodnem trgu vzpostavi. In zdaj v odvisnosti od pričakovanj se v nekaterih obdobjih ljudje odločajo za fiksno, nekaterih pa raje za variabilno, nespremenljivo. Se pravi, če se pričakuje, da bodo obrestne mere padale, se lahko špekulira, da potem je primerneje izbrati variabilno obrestno mero, ki se spreminja skozi obdobje. Če pa želiš biti na varni strani in zagotoviti si svojem proračunu točno znan znesek za odplačevanje dolgov, pa pač izbereš fiksno obrestno mero. In v zadnjem obdobju to se je izkazalo kot seveda večinoma izbrana obrestna mera, še posebej, ker so bile ravni do pred 2 letoma najnižje v zgodovini, 600-letni zgodovini ali pa nekaj 1000-letni zgodovini. Lahko si praktično najel 30-letno posojilo po 1,5% fiksni obrestni meri. To danes ni mogoče, se pa obrestne mere hitro spuščajo in že lahko dobiš recimo tudi pod 3% obrestno mero za 10-letno stanovanjsko posojilo, kar je v zgodovinskem kontekstu še vedno zelo ugodno. Efektivna obrestna mera pa vključuje vse stroške, ki so ob tem zaračunani, razni stroški odobritve, nadomestila, spremljave posojila skozi celotno obdobje in je neka informacija, koliko pa dejansko skupni strošek dolga predstavlja. In če rečeva, da je recimo v tem trenutku fiksna za 10-letno posojilo približno 3%, kakšna je torej efektivna, koliko višja je od tega? Ponavadi precej. Ni nujno, da je precej, odvisno od banke in tržnega pozicioniranja posameznega produkta, se pravi posamezne vrste posojila. Lahko so stroški dodatni zgolj malenkostni in potem v skupnem strošku financiranja predstavljajo zgolj majhen pribitek k obrestni meri, lahko pa so višji. Tako da je to zelo težko reči, da je lahko da je bistveno višja. Povezano je seveda z ročnostjo. Pri dolgem roku posojila, 20-letnem, 30-letnem, se ti dodatni stroški razmejijo na bistveno daljše obdobje, zato je vpliv na skupni strošek bistveno nižji. Če gre pa za eno 6-mesečno posojilo, pa so stroški odobritve recimo 1%, pa to seveda lahko bistveno poviša obrestno mero. Če je 5%, je odvine na 6%. Če so kakšni drugi stroški prisotni, pa še na več. In če to na letno raven preneseš, se pravi pri 6 mesecih 1% je na letni ravni 2% približno. Tako da je potem skupni strošek financiranja seveda višji na letni ravni. Skupna obrestna mera, efektivna obrestna mera se izračunava na letni ravni. Zato je seveda, če pri krajšem roku višji strošek, na letni ravni pomeni še več. Kakšen je na splošno odnos Slovencev do kreditov, tako predvsem stanovanjskih, kot tudi potrošniških, in pa tudi odnos gospodarstva? V tem trenutku je slovensko gospodarstvo malo zadolženo, očitno nekaj se je iz krize pretekle naučilo, hkrati so pa banke sploh v zadnjem četrtletju evropske začele precej zaostrovati pogoje financiranja, tako da je to nekaj, če se Slovenci bojimo, ali nekaj, kar nam je povsem običajno, sploh za recimo nakup nepremičnine, gremo pač po kredit. Slovenci smo tradicionalno izjemno previdni, konzervativni vlagatelji in tudi seveda zelo težko vzamemo dolg.
V zadnjem obdobju se je to še posebej izkazalo pri gospodarstvu. V prejšnji finančni krizi seveda smo imeli precejšnje težave zaradi prezadolženosti gospodarstva. V tem trenutku je slovensko med najnižje zadolženimi v Evropi in obseg posojil gospodarstva v zadnjih 2 letih praktično stagnira oziroma se celo rahlo znižal v lanskem letu. Jaz trdim, da slovensko gospodarstvo v tem trenutku investira in posledično seveda financira te investicije na prenizki ravni za ohranjanje mednarodne konkurenčnosti. Še posebej, če je prišlo do umiritve razmer, povojnega odboja recimo v Evropi, je izjemno pomembno, da si v tistem trenutku konkurenčen z rešitvami, ki to naslavljajo. Tako da me rahlo skrbi, da investiramo premalo. Slovenke in Slovenci smo zadolženi izjemno malo v primerjavi z nekimi najbolj razvitimi ekonomijami. Če gledamo delež posojil, stanovanjski posojil, delež v bruto družbenem proizvodu in tako naprej, je bistveno nižji kot drugod. Seveda pa primarno se zadolžujemo za osnovno investicijo v naših življenjih, ki je običajno nepremičnina, v kateri bivamo in najemamo stanovanjska posojila. Pri potrošnikih smo pa že previdnejši. Zdaj smo imeli obdobje recimo leta 2008-2018, ko je obseg hitro padal potrošniških posojil. Takrat se je govorilo o veliki rasti po tem obdobju, ampak je šlo v bistvu za nadomeščanje in za rast iz zelo nizke osnove ob bistveno povišanih osebnih prejemkih in prihrankih gospodinjstev. Tako da strukturno je bil dolg bistveno znižan. Tudi tista hitra rast takrat ni pomenila povečanje splošne zadolženosti ali pa skupne zadolženosti slovenskih gospodinjstev in ni bila problematična. Tako da, kot rečeno, Slovenci smo preudarni, dolg jemljemo kar z rezervo, ne jemljemo na prvo žogo. Smo tudi zelo disciplinirani plačniki tega dolga. Primerjalno gledano, gospodarstveniki so po tem trenutku, če mene vprašate, glede na to, kje je strošek financiranja, ki se je vmes že bistveno znižal, Evropska centralna banka napoveduje nadaljnje spuste in poslovni modeli, ki ne prenesejo skupnega 5-odstotnega stroška financiranja, po moji oceni niso vzdržni sploh. In zdaj je čas za ponovno spodbuditev naložb, vlaganj, investicij v nove rešitve, proizvode, storitve, s katerimi bomo naslovili dejansko odboj, za katerega si upamo, da se bo zgodil v Evropski uniji, ko bo prišlo do umiritve vojnih razmer. Za konzervativne veljamo tudi zato, ker zelo radi varčujemo. Gospodinjstva imajo približno 27 milijard depozitov, še približno 10 milijard podjetja, ki torej v tem trenutku očitno ne vlagajo in kot pravite, vlagajo premalo. Veliko jih ima, velik delež tega so celo nevezane vloge, ki imajo obresti tako nizke, da moraš tisto nule že kar prešteti, da ugotoviš, koliko je. Sicer pa se giblje tam odstotek za vezano vlogo do 1 leta ali manj, kar pomeni, da v trenutni inflaciji, ki se je bistveno spustila, smo še vedno lahko rečemo v minusu. V zadnjih 3 letih, pa če si imel nevezan depozit, si izgubil 17%. Zakaj je kljub temu tudi gospodarstvenikov tako navdušenje nad bančnimi vlogami? Torej, ne gre toliko za navdušenje. Jaz trdim, da gre za preudarnost in želeti imeti denar na razpolago. Kljub vsemu se moramo zavedati, v zadnjih 4-5 letih smo nenehno v nekih kriznih okoliščinah. Pa je izbruhnila pandemija, pa je prišlo seveda do vojnega izbruha in tako naprej. In zdaj vezati denar za 2 leti in ne računati na tista 2% v primerjavi s tem, da mi je denar v primeru, da ga potrebujem pa res takoj na razpolago, je moja ocena, da ljudje prioritetno izberejo to. Sicer se pa moramo vprašati skupaj, ali smo Slovenci in Slovenci dovolj izobraženi, da razumemo, da obstajajo tudi alternativne oblike vlaganj. Banke niso samo hranilnice. Osnovno poslanstvo bank ni, da samo plačujejo visoke obresti na depozite. Tu je neposreden konflikt med tem, kaj pričakujejo varčevalci in kaj pričakujejo tisti, ki najemajo posojila. Gospodarstveniki pričakujejo seveda ugodna posojila za razvoj in s tem seveda gospodarsko rast celotne ekonomije, gospodarstva. Seveda ljudje pričakujemo nizke obrestne mere s 30-letno ročnostjo za stanovanjsko posojilo. Če mi dajemo po 3% obrestni meri stanovanjsko posojilo na 30 let, ne moremo plačevati za depozit na 2 leti 4%. Še najmanj pa lahko plačujemo visoke obrestne mere na nekaj, kar je v bistvu alternativa gotovini in lahko stranka kadarkoli umakne iz računa. Se pravi, mi se zavežemo v naložbo, ki traja 30 let in banke ne razmišljamo čez noč. Banke razmišljamo s 30-letnim časovnim horizontom, ker smo v to primorane, ker imamo naložbe s tako časovno dimenzijo, 30 let. Zato je neprimerno računati, da bojo banke ad hoc ravnale na podlagi dnevnih sprememb in prilagajale obrestne mere na ravni nekih dnevnih sprememb. Vloge na pogled so alternativa gotovini. Zato imamo varčevalne račune, recimo, ki so po nekem obdobju alternativa gotovini, prinašajo nekoliko višje obrestne mere, zato imamo dolgoročne depozite, ki so pa seveda vedno v funkciji in v vlogi financiranja dolgoročnih naložb bank.
In če damo po 2,8% 10-letno stanovanjsko posojilo, kako naj plačamo več kot 1,5% dveletni depozit? Kje je kalkulacija, kje je logika? Je ne more biti. Ne? Zato pa obstajajo seveda alternativne naložbene možnosti in vedno je donosnost povezana z obsegom tveganja, ki ga je posameznik pripravljen sprejeti. Če želite visoke donose, morate sprejemati više tveganje. Obstajajo pa seveda časovna obdobja, v katerih se spostavijo priložnosti za naložbe, ki prinašajo kljub vsemu solidne donose ob relativno nizkih tveganjih. Tako obdobje je recimo bilo nedavno, kjer ste lahko tudi recimo v obveznico Republike Slovenije kot fizična oseba vložili v primarni izdaji, po zelo solidnih z današnjega vidika, zelo solidnih donosih za 3 leta recimo. Pripravlja se nova tovrstna izdaja, nasploh so recimo državne obveznice neka alternativa, zato ker so likvidne, se pravi imajo približno primerljive donose drugim, relativno manj tveganim naložbam, kot je recimo vloga v banki do 100.000 evrov, ki je na nek način garantirana, zajamčena. In recimo so ti donosi primerljivi, pri čemer je državna obveznica likvidna. Obveznico lahko prodaš na trgu kadarkoli, če bi potreboval denar. Pa vendarle, rekli ste, težko damo ugodno posojilo, če imamo visoke depozitne obrestne mere. Pa vendarle, v času visokih obrestnih mer, ki jih je določila ECB, so bile slovenske banke na depozitni strani med bolj škrtimi, bi lahko rekli. Te škarje so bile širše kot v nekaterih drugih državah, recimo že v Italiji so bile obrestne mere bistveno više. Zakaj? Ravno zato, ker ne rabite v bistvu prilagajati, ker Slovenci tako puščajo denar v bankah. Je to neka politika slovenskih bank, da ste tudi malo bolj konzervativni tudi na tej strani? Kaj je bil glavni razlog, ker je bilo kar nekaj kritik na račun bank, zakaj ne sledite tem dvigom? Izhajamo iz osnovnega poslanstva bank. Naše osnovno poslanstvo ni zgolj najemanje depozitov, ampak je seveda transmisija tako imenovana oziroma prenos teh depozitov v kreditno vlogo. In če ni povpraševanja po posojilih, in zanihalo je povpraševanje po posojilih tako prebivalstva, radikalno je pa zanihalo povpraševanje po posojilih gospodarstva v tem obdobju, kot rečeno, skupni obseg posojil celo pada, komu naj da banke ta denar posojajo? Naša vloga ni dnevno špekulirati, da bomo plačevali za depozitne obrestne mere nekaj, da bomo to lahko nalagali na račune pri evropskih centralnih bankah, pri čemer se to lahko vsak dan spreminja. Mi razmišljamo s 30-letno perspektivo. In če mi imamo tako velik obseg depozitov, ki jih ne moremo oplemenititi na drugi strani v kredite, seveda se tega špekulacije ne gremo. In tu je ta kolizija, kako lahko potem pričnemo mi čim hitreje zniževati kreditne obrestne mere, ki so v obdobjih visokih obrestnih mer bolj akuten problem kot vloge, zato ker vloge imajo alternativne naložbene oblike. Kaj pa banke vlagate ta denar, rekla so 27 milijard, in če ni povpraševanja po kreditih, kar je vaša primarna funkcija, zdaj boste dobivali že manj kot 3% za depozit pri ECB-ju. Državne obveznice so se sploh na uni strani Atlantika izkazale kot zelo dvorezen meč. Torej, kaj še imate vi, kam vi torej vlagate, morda kot nasvet tudi za kakšnega prebivalca, kam banke kot konzervativen in preudaren vlagatelj da svoj denar? Torej, če ne najdemo poti v različne oblike kreditiranja, tako preko leasing poslov, stanovanjskih, potroških posojil gospodarstvu, za razvoj, potencial, obratni kapital in tako naprej, potem seveda jih skušamo nalagati v najbolj varne mogoče oblike in to so v glavnem državne obveznice držav Evropske unije in držav, v katerih smo, recimo v konkretnem primeru Ljubljanske banke, v katerih smo prisotni. Sicer pa seveda obstajajo tudi druge bolj tvegane oblike, ki recimo bi jih jaz priporočal ljudem, ki nismo banke, ki seveda 100% moramo poskrbeti, da so vloge varčevalcev zajamčene in varne, da razmišlja seveda tudi o drugačnih možnostih vlaganj. Skozi dolgoletna obdobja v zgodovini so se izkazale poleg državnih obveznic, lahko tudi podjetniške obveznice, obveznice finančnih institucij, predvsem pa tudi seveda delniške naložbe, kjer imate seveda spet bolj ali manj tvegane panoge, bolj ali manj tvegane posamična podjetja iz teh panog, ampak če dovolj razpršite te naložbe in ne vlagate recimo več kot nekaj odstotkov v posamičen naložbeni razred in imate čim več teh naložbenih razredov, v bistvu kupujete tveganje sveta na nek način. Lahko tudi globalno razpršite vse naložbe, kako se bo gibalo svetovno, na nek način blagostanje oziroma razvoj gospodarstva in tako naprej, se lahko gibajo tudi moje naložbe. In zgodovinsko, izkustveno so se izkazale naložbe v delnice kot donosnejše od naložbe v obveznice, oboje donosnejše od bančnih vlog in tako naprej. Če bi se slovenski kapitalski trg enkrat vendarle razvil in bi tudi Slovenci začeli ravno na te naložbene razrede gledati nekoliko drugače, kaj mislite, da je ena zdrava meja bančnih vlog? Do kam bi prišel? Če gledava današnjo številko, seveda v 10 letih se bo to bistveno dvignilo, pa vendarle, kaj bi bila zdrava meja, če imamo zdaj 27 milijard, kaj je to, 15, 10, 20?
kaj bi bilo nekaj normalnega? Mislim, to je težko reči, kaj to pomeni na sistemski ravni, ne? Ampak zagotovo je smiselna, recimo, ne, zadolženost bank, ko gre za seveda odvisnost svojega kreditnega potenciala od depozitov, tam nekje med 80 in 90%. Ne? Slovenski bančni sistem je pod to mero. Ne? NRB je recimo bila celo v Sloveniji na okrog 60%. Se pravi, razmerje med krediti in depoziti je bilo 60%, se pravi, imela 4% točk več depozitov praktično. Ne? Tako da tu razmerje zagotovo ima precejšen prostor, zdaj je to 20% točk ali kaj drugega, to pomeni tam 5-6 milijard, zagotovo se da preliti takoj na kapitalski trg, srednjeročno gledano. Ne? In to vrstni inštrumenti so že praktično na razpolago, govorimo o državnih obveznicah, govorimo seveda o naložbah v slovenska podjetja, ki prinašajo visoke dividende donose, zgodovinsko gledano, izkustveno zadnjih 10 let slovenska podjetja prinašajo, tudi iz prve kotacije Ljubljanske borze prinašajo zelo zanimive donose. In to razpršimo. Dividende. In tudi visoke dividende, ne? In to razpršimo. Primarno varčujemo itak v nepremičnini, ne? Vsi skupaj varčujemo v glavnem za svojem prvi nepremičnini kot ta nepremičninski del naložb recimo, potem pa seveda razpršimo. Zdaj, ko gre za posameznika, je razmišljanje nekoliko drugačno, ker je odvisnost, koliko držati v neki likvidni obliki, recimo v pogledni vlogi ali pa vezani vlogi, povezana s tem seveda, kakšen skupni obseg imamo od tega denarja. Ker neko varnostno rezervo, ki jo želimo imeti za to, da recimo, če pridemo v kako zdravstveno krizo ali pa neko družinsko stisko, pač držimo v najbolj likvidni mogoči obliki. In to je seveda lahko zdaj stanje na računu ali pa na varčevalnem računu, kjer je denar takoj dostopen. Odstotek tega v skupnem premoženju je pa seveda odvisno od tega, koliko skupnega premoženja imamo. Za nekoga, ki ima zelo veliko premoženja, tak del likvidnega premoženja lahko samo 5%, za nekoga, ki je seveda nima toliko premoženja, mora biti mogoče malo več, lahko tudi več kot 50%. In za nekoga, ki seveda si lahko privošči večje tveganje, izgube tudi mora biti v celotnega vložka, so tudi kripto, recimo, zapisi lahko nek legitimni naložbeni razred prinašajo zelo visoka tveganja, ampak lahko so pa tudi seveda zelo donosni. Jaz bi tu v vsakem primeru odsvetoval komorkoli naložbo, ki se ne more privoščiti v celoti izgubiti tega denarja. Če si ga pa lahko privošči izgubiti, pa je to tudi lahko nek naložbeni razred. Se pravi, razpršiti jajca, kolikor je le mogoče veliko število košar. Varč nismo očitno samo Slovenci, vsi Evropejci skupaj imajo 1400 milijard prihrankov, tako da zdaj celo Evropska komisija in Evropska unija razmišljata, kako to nekako spraviti v malo bolj produktivne vode, s tem povečati konkurenčnost Evrope. Vemo, da zaostajamo z Ameriko in Kitajsko in morda tudi na ta način financirati podjetja, financirati start-up, financirati razvoj in povečati blagostanje vseh nas. Razmišljajo celo v Evropski varčevalni in naložbeni uniji, je to pravi recept, prava pot, da se tudi v glavah ljudi nekako postane jasno, da s takim vlaganjem imamo vsi več. Proračun, BDP, vsak državljan na koncu v svojem življenju. To je verjetno najbolj zapleteno vprašanje ustroja Evrope, kot jo poznamo. Se pravi, jaz sem vernik v Evropsko unijo in osnovna ideja Evropske unije, pri čemer je pa veliko vprašanje, ali le ta v tej obliki lahko obstane, če ne bo te Evrope več, ne manj, kar pomeni poenotenje. Poenotenje tako zahtevnih stvari, kot so recimo fiskalni sistem, davčna ureditev. Tu vidimo, da imamo recimo že med sosedami tako velike razlike, zdaj če primerjamo se samo mi s Hrvaško, so tako zelo velike razlike, da si težko predstavljam, kako bi šele potem na evropski ravni lahko prišli do skupnih nekih rešitev. Govori se o bančni uniji, tu se mi zdi, da smo najdlje prišli, v smislu tako sistema predpisov, ki urejajo bančno poslovanje kot nadzora. Če govorimo o Evropski monetarni uniji, se pravi v državah, ki so prevzele evro kot valuto, smo praktično skoraj povsem poenoteni. Ko govorimo o kapitalskih trgih, je že seveda bistveno drugačna slika. Nekatere države seveda imajo bistveno razvitejši kapitalski trg, spodbujajo naložbe v delnice in to vrstne inštrumente, razbremenile so recimo davčno tudi kapitalske donose in dividende in tako naprej. Pri nas je v tem trenutku temu še drugače. Zelo pozdravljam idejo Ministrstva za finance, da bi uvedli seveda individualne naložbene račune. Želel pa bi si seveda, kot rečeno, da se te stvari poenotijo, kolikor se le da. Zdaj, bančno poslovanje gre v eni smeri, kapitalski trgi, ko gre za naložbe, tako obveznice kot delnice, gredo poskus urejanja neki poenoteni smeri, da se lahko primerjajo recimo nek enoten evropski kapitalski trg z newyorško borzo ali pa z tem, kar se dogaja na Kitajskem in tako naprej. Jaz trdim, da je to nujno potrebno. Kako in kakšnem obsegu in kako hitro je pa izvedljivo, je pa politično vprašanje, ki je bistveno bolj zahtevno od ekonomskega vprašanja. Absolutno pozdravljam individualne naložbene račune, absolutno pozdravljam poteze Ministrstva za finance, s katerimi spodbuja vlaganje v državno obveznico, ker s tem
Mi financiramo to lastno državo in ta denar ostaja v državi. Se pravi, ko Republika Slovenija servisira svoj dolg, ne, plačuje te obresti, te kupone na obveznice slovenskim podjetjem, državljanom. Ta denar potem kroži v Sloveniji, ne, ostaja v Sloveniji. Jaz sem velik domoljub in trdim, da tako kot Italijani, ne, imajo pomemben del javnega dolga prodanega v bistvu lastnim podjetjem in lastnim državljanom, bi lahko dolgoročno Slovenija tudi šla v tej smeri. Ne. In tudi seveda pozdravljam te obveznice, ki so namenjene celo prebivalstvu, so lažje dostopne, ne, temu tudi ugodnejše za nakup in tako naprej. Je pa potrebno še kar nekaj ukrepov v smeri razvoja kapitalskega trga, da bomo bolj Slovenke in Slovence spodbudili, da bodo želeli sploh vlagati alternativno. In od teh 27 milijard, ki bo, ne vem, čez 2 leti 30 milijard, ne, jih 5, 6, 7 ne, preusmerili na slovenski kapitalski trg, tako obvezniške kot delniške naložbe. Ampak premiki v glavah Slovencev se dogajajo in počasi koraki v pravo smer. Dogajajo se počasi. Ne. Če je bilo, ne vem, lani še toliko vlagateljev recimo v delnice NLB, jih je danes 2-krat več. In predvsem imajo tudi zelo bogati Slovenci veliko vaših delnic, sploh blue-chipov, in tudi na ta način nekako promovirajo to. Jih imajo bistveno manj, kot bi si jaz želel. Hrvaški pokojninski skladi jih imajo bistveno več. Najlepša hvala za vaš čas. Hvala lepa.